Bonsoir à tous et bienvenue. Lepo pozdravljeni vsi skupaj, dobrodošli, dober večer. Ime mi je Izabel de Vigne in sem direktorica Francoskega inštituta v Sloveniji. Z mano je danes Valentin Morel, ki je v našem inštitutu zadolžena za sodelovanje na znanstvenem področju in z univerzami, in seveda so z nami tudi naši gostje. Zelo smo veseli, da vas lahko pozdravimo na tem dogodku z naslovom Materiali jutrišnjega dne. To je dogodek, ki spada tako v okvir Discover EU kot v okvir Evropske noči idej. Discover EU so redni dogodki ob četrtkih vsak mesec v tej stavbi hiše Evropske unije in so namenjeni izmenjavi idej na evropski ravni. Vpisuje pa se ta dogodek tudi v Evropsko noč idej, in sicer jo organizira Francoski inštitut. In zelo smo veseli, da ta dogodek poteka v okviru francoskega predsedovanja, ki smo ga prevzeli od Republike Slovenije. Z nami je Laetitia Marot, ki je prav z nami tukaj v tem prostoru, in Michael Mrissa, ki naj bi se nam pridružil preko interneta. Na žalost ni mogel priti osebno sem v Ljubljano, ampak smo že v bistvu navajeni teh hibridnih dogodkov, tako da mislim, da to ne bo noben problem. Povabili smo ju zato, da bi povedala nekaj o svojem delu na področju trajnostne gradnje in razvoja novih materialov. Veliko je govora o okoljskih vprašanjih, ki so bolj politične narave. Mi pa bomo danes govorili čisto konkretno o tem, kako se na okoljske izzive odziva evropski raziskovalni prostor in kako lahko raziskovalci prispevajo k izboljšanju našega bivalnega okolja. Upamo, da v bližnji prihodnosti. Priporočam vam, da si za konec prihranite vaša vprašanja. Na koncu bomo namreč imeli priložnost zastavljati vprašanja. Zdaj pa kar predajam besedo Valentin Morel, ki bo predstavila naše goste bolj podrobno. Hvala lepa, Izabel, za besedo. Skratka, prejšnji teden je bila objavljena študija v znanstveni reviji Environmental Science and Technology in v tej študiji je bilo zapisano, da je človeštvo doseglo 5. okvir zmogljivosti planeta, torej da ga je 5-krat preseglo od 9. Ta termin uporablja zdaj tudi Organizacija združenih narodov in uporablja se ta izraz zato, da se z njim opiše pragove, onkraj katerih človeštvo ne sme, če želi ohraniti nek zanesljiv in varen ekosistem. Skratka, soočamo se z podnebnimi spremembami, z razkrojem biotske raznovrstnosti in tudi z slabšanjem kakovosti prsti. In zdaj seveda vidimo, da smo res dosegli prag kemičnega onesnaženja. Vse to vpliva na naš način življenja, vse, s čimer se prehranjujemo, kar nosimo kot oblačila, kjer živimo, vse to vpliva na naš planet in seveda vpliva tudi na nas. Današnja tema je tudi, torej tema Evropske noči idej je ponovna izgradnja. Zato smo se odločili, da se bomo osredotočali na vprašanje zgradb in materialov.
Nocoj bi torej radi pogledali malo, kakšne rešitve že obstajajo, kakšne alternative obstajajo na področju zelene gradnje. Govorimo o lesu, potem glini, konoplji, slami, skratka, iz česa bodo naše bodoče zgradbe, naša oblačila, kako bomo to uporabljali, kako skratka doseči to, da živimo v nekem zdravem okolju in da spoštujemo okolje. Z nami sta raziskovalca iz InnoRenew, ki je center odličnosti, ki se ukvarja z materiali. Leticia Marot in Michael Mrisa sta torej z nami iz tega centra. Delata vsak na svojem področju raziskav in iščeta te alternativne rešitve na ta vprašanja. Skratka, predlagam, da ima danes prisluhnemo. Leticia Marot, vi imate doktorat iz znanosti o materialih Univerze v Britaniji, v Južni Britaniji, ste raziskovalka na InnoRenew in tudi asistentka raziskovalka na Inštitutu Andreja Marušiča, Inštituta za naravoslovne znanosti in tehniko Univerze na Primorskem. Vi se ukvarjate predvsem z konopljo in lesom in z uporabo teh dveh materialov na industrijski ravni. Michael Mrisa pa ima doktorat iz informatike in računalništva Univerze v Lyonu, je pa tudi redni profesor na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in tehnologijo Univerze na Primorskem. Ukvarja se predvsem z informatiko, ki se osredotoča na storitve, na semantični internet in na internet stvari. Upam, da nam bo lahko malo več povedal o tem. Skratka, hvala lepa obema, da sta sprejela naše povabilo in vam kar prepuščam besedo. Hvala lepa, Izabel in Valentin, hvala za to povabilo in hvala seveda za te uvodne besede. Hvala vsem vam, ki ste danes prišli na to predstavitev. Imamo tudi torej PowerPoint predstavitev, ki pa jo trenutno ne vidimo. Michael Mrisa pozdravlja vse prisotne, me vidite? Ja, vidimo vas dobro. Ali lahko pokažemo še PowerPoint predstavitev? Ja. No, zdaj bi pa mogoče lahko tudi začeli. Samo da opravimo še zadnje tehnične popravke, da torej pridemo na začetek, na prvo prosojnico v tej PowerPoint predstavitvi. Kot je bilo že rečeno, moje ime je Leticia Marot, sem raziskovalka na InnoRenew. InnoRenew je center odličnosti, neprofitni center odličnosti. Ustanovljen je bil leta 2017 in sicer smo za njegovo ustanovitev dobili sofinanciranje iz Evropske unije in sicer iz Widespread Teaming programa. Dobili smo finančna sredstva v višini 46,6 milijonov evrov za razvoj tega centra. Ta denar je namenjen plačam, raziskovalcem in vsem dejavnostim skratka našega centra. Smo specializirani center, specializirani smo za razvoj materialov in tehnologij za grajeno okolje, seveda v luči trajnostnega razvoja. Na našem centru je vzdušje zelo mednarodno, kajti imamo zaposlene iz različnih držav, 17 držav sveta
iz Evropske unije, iz Slovenije in tudi iz drugih držav, Združenih držav Amerike, iz afriških držav in tako naprej. Skratka, razmerje med ženskami in moškimi je približno pol-pol. In povprečna starost je relativno nizka, kajti je tam okrog 40 let. Imamo 6 raziskovalnih ekip, 6 oddelkov, če jim lahko tako rečemo. In sicer ukvarjamo se z zdravjem v grajenem okolju, z kompozitnimi materiali, obnovljivimi materiali. Potem imamo ekipo, ki se ukvarja z informatiko, z ekipo, ki se ukvarja z modifikacijo lesa in ekipo, ki se ukvarja z trajnostnimi stavbami. Potem bova z Mihaelom bolj podrobno predstavila nekaj projektov, ki se odvijajo znotraj teh naših oddelkov, zato da boste si malo bolj predstavljali, kako naše raziskave potekajo. Smo interdisciplinarni in želimo narediti veliko povezav med različnimi skupinami, torej se vedno kontaktiramo, konzultiramo. Razvijamo obnovljive materiale. Ko govorimo o obnovljivih materialih, govorimo o materialih, ki se jih pridobiva preko kmetijskih dejavnosti in gozdarskih dejavnosti. To so materiali, ki so bodisi namenoma gojeni ali pa se izdelujejo ali pa jih izdelujemo iz stranskih proizvodov neke druge proizvodnje. Tako da res lahko na ta način podpremo krožno gospodarstvo. Predstavila vam bom tule na tej fotografiji našo novo stavbo, ki bo otvorjena 15. februarja. Nisem vam še povedala, ampak naš sedež je v Kopru, tako da ste dobrodošli, če nas želite obiskati ali pa če želite prisostvovati otvoritvi te stavbe 15. februarja. To je največja lesena stavba v Sloveniji in dejansko to stavbo imamo tudi kot za nekakšen showcase za naše znanje, za našo strokovno znanje. Imamo različne laboratorije, in sicer laboratorij za raziskovanje zdravja ljudi, potem laboratorij za karakterizacijo, za mikroskopiranje, za akustiko, laboratorij za računalništvo, za zmogljivo računalništvo in imamo tudi delavnico, mizarsko delavnico, v kateri lahko neposredno razvijamo izdelke iz lesa oziroma materiale. Na teh prosojnicah boste videli nekaj fotografij iz notranjosti naše stavbe, tako da vas bom mogoče na ta način še bolj vzpodbudila, da pridete to stavbo tudi pogledat. Stavba ima 3 nadstropja. In zdaj pa bi vam pokazala nekaj projektov, ki jih izvajamo v različnih oddelkih, zato dajem besedo Mihaelu. Hvala, Leticia. 2 stvari bi rad povedal, da je stavba pravzaprav v Izoli. Trenutno smo v Kopru, vendar to je začasno. Nato pa se bomo preselili v stavbo v Izoli. In v francoščini rečemo informatik haute performance, kadar govorimo o takšnem računalništvu, ki si ga prej omenjala. No, kar zadeva obnovljive materiale, kaj počnemo v tem oddelku? Kaj lahko z njimi počnemo v okviru trajnostne gradnje? Naslednjo prosojnico, prosim.
V okviru raziskav, torej Iztok Šusteršič vodi to ekipo in ki je specialist za to, tu smo ugotovili, da lahko gradimo vedno višje stavbe in to z leseno strukturo. Sicer ni vse iz lesa, vendar nosilna konstrukcija je iz lesa. In torej poteka projekt glede tega, treba je ugotoviti, ali bodo takšne stavbe tudi protipotresno varne. Torej, da vidimo, ali se vibracije odražajo v stavbi in tako naprej. Naslednja prosojnica, prosim. Druga tema, ki obravnava ta oddelek, je ocena obstoječih struktur. Tu gre za partnerstvo z občino Koper, gre za stare stavbe, gre za kulturno dediščino in kjer je treba videti, kako jih obnoviti. Torej, mi proučujemo, kako bi bilo najbolje renovirati, pri čemer želimo uporabiti materiale, kot je les. Naslednja prosojnica, prosim. Tretje področje so modularne konstrukcije z več nadstropji. Niso tako visoke kot tiste, ki sem jih pokazal prej, vendar gre vseeno za konstrukcije, ki imajo več etaž in ki so lahko zgrajene modularno. In ne nazadnje, imamo tu še LCA, LCC in SLCA. Tu gre za kratice, ki se nanašajo na analizo življenjskega cikla. Govorimo o začetku zasnove, po zasnovi imamo gradnjo, uporabo in kasneje tudi obravnavo dekonstrukcije stavbe in želimo vse skupaj optimizirati. Želimo optimizirati uporabo materialov, tako da čim manj uporabljamo neobnovljive vire materialov in skušamo čim več uporabljati iste materiale, ponovno uporabljati iste materiale, zato da recimo stare elemente stare stavbe vključimo v novo stavbo. Potem drugi oddelek, o katerem bom govoril, je oddelek, ki se ukvarja z akustiko. Akustika je pomembna v stavbah. In ta oddelek vodi Rok Prislan. V tem oddelku se obravnava zvok, dinamičen odziv v velikih strukturah, ko gre torej za akustiko. Prav tako se v tem oddelku obravnava izvor hrupa. Recimo v takšni dvorani lahko ugotovijo, od kod izvira določen hrup. Sedaj pa vračam besedo Letisi. Hvala. Sedaj bom predstavila nekaj projektov, ki jih obravnava skupina za modifikacijo lesa. Tu veliko uporabljajo tretiranje površine. Recimo zgoraj na levi vidite, kako se površina lesa obdela tako, da postane hidrofobična. To pomeni, da les ne bo prišel v les, temveč bo zgolj zdrsnil po lesu. To je zelo pomembno zaradi vlage lesa. Na desni vidimo drug premaz, self-healing living coatings. To so pravzaprav glivice, ki so na lesu in ki zrastejo na lesu in bodo tako zavarovali les. Tako da bo les zaščiten pred zunanjimi faktorji, pred soncem, vetrom, dežjem in tako naprej. Hkrati pa te glivice ne bodo poškodovali lesa, bodo zgolj živele na površini lesa. No, vsake toliko jih je treba nekoliko nahraniti,
vendar to je premaz, ki je povsem naraven, ki je živ. In če ga zmanjka, se sam zaraste, pravzaprav se sam regenerira. Spodaj na levi vidite analizo poslabšanja lesa in tu se potem analizira, kaj bo vplivalo na les in ga sčasoma poslabšalo. Izračuna se vpliv vsakega faktorja, tako da se lahko ta vpliv nevtralizira ali zmanjša. Na desni spodaj vidite življenjsko dobo lesa, kako se spreminja in tu imamo različne tipe lesa, imamo različne premaze in potem se obravnava, kako se ta les pravzaprav spreminja skozi čas. In to pomaga, da pač les ni izpostavljen desetletja zunanjim vplivom, temveč se pospešeno obravnava les, se ga umetno postara, tako da je bolj odporen na sneg, dež, sonce in tako naprej. Potem bom predstavila nekatere dejavnosti moje skupine. To je skupina za kompozite obnovljivih materialov. Zelo se ukvarjamo z razvojem biooglja. Že prej sem povedala, da lahko uporabljamo različne vire in zlasti odpadke. In tu vidite zgoraj na levi, to je rastlina, ki živi blizu rek. To je pravzaprav invazivna rastlinska vrsta, ki ni zelo uporabna. Zraven vidite peške od oliv, spodaj pa vidite polje konoplje. V številnih državah vzhodne Evrope se konoplja uporablja za kanabidiol v medicinske namene, vendar se to uporablja oziroma se ta predeluje le iz cvetov konoplje, vendar steblo se pa ne izkoristi in mi uporabimo te ostanke, ki se sicer ne bi porabili. Imam s sabo določene primerke tega in za biooglje uporabimo te odpadke, pravzaprav damo jih v nekakšno peč, kjer jih zelo segrejemo, celo do 1000 stopinj, čeprav to lahko storimo tudi pri nižjih temperaturah. In to počnemo brez kisika, tako da pride do karbonizacije in s tem nastane biooglje. In to oglje se razlikuje pač odvisno od tega, kako ga proizvedemo, pri kateri temperaturi, kako hitro ga segrejemo. Če bomo vključili druge pline v postopek in tako naprej. In glede na vse te različne značilnosti lahko optimiziramo oglje, zato da dobimo tiste značilnosti, ki jih potrebujemo. In kako lahko recimo uporabljamo biooglje? Lahko ga uporabljamo zato, da očistimo zrak. Biooglje je zelo porozno in to omogoča, da zajamemo določene molekule, ki so v zraku. Recimo v tej dvorani imate slike, tapison, barvo in vse to oddaja hlapne ogljikove spojine in to je lahko vse škodljivo. In biooglje je tisto, ki zajame tovrstne snovi in s tem se očisti okolje, s tem se očisti notranje okolje v stavbah.
Vprašanje, čas za vprašanje bo na koncu. Ali pa sedaj, vendar potem pridete do mikrofona. Donc, on peut aussi choisir les paramètres pour rendre le biocarbone. Bio-oglje lahko postane tudi prevodno. Če imamo prevodno bio-oglje, potem ga lahko uporabljamo skupaj z elektriko in potem ga lahko uporabljamo za senzorje. In takšni senzorji lahko se spreminjajo odvisno od pritiska, ki ga imamo. Senzorje recimo lahko damo na tla in potem bomo videli, kdaj pride do poškodb. Kajti lahko se na ta način zaznajo napake v prevodnosti in torej lahko predvidimo napake. Če recimo lahko pride do poškodb neke stavbe. No, sedaj bom govorila pa o bio-oglju kot UV stabilizatorju. To je moj projekt, na katerem jaz delam. Ultraviolični žarki so precej nevarni za nas, pa tudi za materiale. UV žarki postarajo materiale, to velja za plastiko, velja tudi za les. Gotovo ste videli, da se les zbledi na soncu, spremeni barvo. No, raziskave pa omogočajo, da uporabljamo premaze, ki so povsem bio, in te premaze izdelamo iz bio-olj in bio-oglja in na ta način zavarujemo les pred zunanjimi spremembami. In še zadnja uporaba, ki jo bom predstavila, ni toliko o bio-oglju, temveč o gljivicah oziroma o gobah. Vidite dve vrsti gob, Ganoderma lucidum in Trametes versicolor. To je zunanji del gobe. Ko pa rastejo, obstaja še podzemni del korenin. Torej to, kar mi vidimo, je le majhen del gobe. In to mrežo uporabimo za kompozitne materiale. Uporabimo drug substrat, recimo substrat konoplje, in ga pomešamo z gobami. In počakamo, da nastane tridimenzionalna struktura. In nato pa zaustavimo rast. Kaj je dobro? Da gobe lahko kjerkoli rastejo, če imajo za to ustrezne pogoje. In lahko jih oblikujemo, kot želimo. To so materiali, ki so narejeni na podlagi gobe in konoplje. Samo teh dveh snovi. Na ta način lahko pridobimo materiale, ki ne potrebujejo nobene energije, izkoristiti moramo samo naravno energijo za njihov razvoj. Tako, zdaj pa predajam besedo Mihailu, da še nekaj pove o svojem oddelku. Hvala lepa, Leticia. Naš oddelek vodi Mikloš Reš. Ukvarjamo se z računalništvom, komunikacijo. Naslednja prosojnica, prosim. Skratka,
Mi se ukvarjamo z vsemi vidiki, ki so povezani z informatiko, z računalništvom. Na splošno pravzaprav vsi počnemo isto. Skratka, želimo vgraditi senzorje v stavbe ali pa tudi kakšen drug sistem in na ta način oblikujemo mrežo senzorjev. Ti senzorji potem pošiljajo podatke v oblak. Na ta način izkoriščamo to virtualno obravnavo podatkov in na ta način želimo izboljšati sistem, ki ga uporabljamo. Skratka, jasno je, da smo tesno povezani z drugimi skupinami, saj jim pomagamo vrednotiti druge stavbe, bodisi njihovo konstrukcijo, bodisi vrednotiti zadovoljstvo uporabnikov stavbe. Skratka, razvijamo senzorje in se povezujemo z drugimi skupinami, ki jim potem omogočamo zajem podatkov, ki je relevanten za njih. Skratka, sistem oziroma mreža senzorjev je prva stvar, ki jo počnemo in preko tega razvijamo tudi internet stvari. Vsak od teh senzorjev oziroma mrež potrebuje svoje protokole in zato uporabljamo internet in splet zato, da vse te predmete, pametne predmete med seboj povežemo. Drugi dve točki, ki sta za nas interesantni, je industrijska optimizacija življenjske dobe stavb. To želimo optimizirati. Želimo ustvariti različne modele, matematične modele za optimizacijo teh stavb. In tretja točka, ki nas zanima, je tudi zelo pomembna in sicer so to metode, ki temeljijo na podatkih oziroma ki jih podatki na nek način poganjajo, data-driven methods. Skratka, gre za to, da se uporabljajo algoritmi za čim boljši izkoristek in optimizacijo porabe energije. Skratka, mogoče je malo paradoksalno pri našem delu tu to, da uporabljamo tehnologijo za to, da zmanjšujemo porabo energije. Skratka, gre za to, da želimo na določen način opremiti nekaj stavb in potem na podlagi teh pilotnih stavb pridobiti podatke za optimizacijo drugih stavb. Rad bi povedal nekaj o projektu, ki ga je financirala ARRS, torej Agencija za znanstvene raziskave Republike Slovenije. Gre za kakovost zraka v stavbah. Projekt se ukvarja z vrednotenjem oziroma merjenjem CO2 v stavbah in z drugimi parametri. Želimo pa imeti avtonomne senzorje, ne da bi uporabljali pri tem podatke v oblaku. Želimo omejiti število podatkov, ki jih bomo obdelovali. Skratka, ti senzorji so avtonomni, to omrežje je avtonomno, pridobiva podatke in obvešča uporabnike stavbe o tem, katere odločitve so najbolj pametne v nekem danem trenutku. Žal govornika ne slišimo več. Ja, imamo problem s povezavo. Mihael, ste z nami? Zdaj vas pa zopet slišimo. Se opravičujem. Skratka, želimo imeti avtonomno omrežje senzorjev, ki nam bo pomagalo priti do tistih elementov, s katerimi bomo stavbo lahko bolje upravljali. Naš cilj je torej izboljšanje
energetske učinkovitosti stavbe, izboljšanje mreže senzorjev in razviti sistem distribucije podatkov. Če gremo naprej. Tukaj vidimo primer takšnega senzorja, to je ta škatlica z tem logotipom, ki meri temperaturo, CO2, vlago, volatilne delce in druge parametre. V teh senzorjih je več protokolov. Protokoli so tudi tisto, kar nas zanima in jih v bistvu preučujemo. Ti senzorji so povezani z oblakom in mi želimo tako prirediti, da bodo lahko med seboj neposredno komunicirali. Če gremo lahko naprej. Skratka, v tem projektu imamo različne raziskovalne cilje. Nekako se približujejo ti cilji temeljnim raziskavam, in sicer gre za oblikovanje mreže z različnimi elementi, uporabljamo različne algoritme, ki so relativno kompleksni. Na področju uporabe podatkov bi dejal takole, ker ne moremo centralizirati podatkov v nekem oblaku, moramo optimizirati razdelitev podatkov med individualne senzorje. Torej moramo prirediti algoritme, analitične algoritme in poskrbeti, da bomo na koncu res dobili prave rezultate. To je v bistvu zelo kompleksno, ampak mi želimo poiskati najboljšo rešitev. Uporabljamo tudi blockchain. Blockchain je seveda neke vrste garancija oziroma jamstvo, da se podatkov ne bo spreminjalo, kajti ohraniti moramo določeno mero zaupanja v mrežo in blockchain nam pomaga preprečiti, da ne bi prišlo do zlorab, da ne bi nekdo vtaknil v našo mrežo nekega senzorja, ki bi lahko pokvaril naše podatke. Skratka, to je vse zelo povezano tudi z zasebnim življenjem, kajti če imate na primer podatke, potem ima dostop do teh podatkov omejeno število ljudi in te pravice dostopa je treba spoštovati. In tudi k temu nam lahko pripomorejo, k temu spoštovanju nam pripomore blockchain. Na tej prosojnici pa imamo različna vprašanja, ki si jih zastavljamo. Zakaj bomo naredili model, koliko bo tako imenovanih sync nodov, teh vozlišč, če imamo na primer mrežo 20 senzorjev, se moramo vprašati, kako bomo razporedili podatke na teh 20 senzorjev, potem kako jih bomo pošiljali naprej, kako bi lahko kar najbolje optimizirali to našo mrežo. Skratka, želimo na nek način se znebiti oblaka, ampak seveda moramo ga pa tudi znati uporabljati, tako da je to dvojno vprašanje. Potem, kje bodo ostali podatki? Največkrat bodo ostali kar na senzorju, ampak potem je vprašanje, kdo bo imel dostop do njih. Potem je tu še vprašanje analiziranja. Z dobrimi matematičnimi metodami lahko iz nekih podatkov pridemo do izvornih meritev, ampak pri tem moramo zopet paziti, da ne bo prišlo do zlorab, da ne bo imel dostopa do teh podatkov nekdo, ki ni za to pooblaščen.
Ne bom šel v podrobnosti, ampak samo v nekaj besedah bi rad opisal to, da v bistvu preučujemo različne algoritme. Naprimer, skušamo narediti algoritem gibanja mravelj. Na nek način kopiramo to, kar počnejo mravlje pri svojem premikanju. In mi smo naredili algoritem in zdaj preučujemo rezultate. Potem oblikujemo sistem za zaščito podatkov po sistemu čebule, skratka z različnimi plastmi zaščite. In ukvarjamo se tudi z tako imenovano Distributed Ledger Technology, se pravi tehnologijo porazdeljenih knjig, DLI. V zvezi s projektom kakovosti zraka smo zdaj že kar nekaj povedali, zdaj pa bi vam rad povedal to, kaj smo mi vključili oziroma vgradili v to našo stavbo v Izoli. Imamo različne senzorje, ki smo jih vgradili v to stavbo, infrardeči senzorji in tudi druge vrste senzorjev. Tako da tu je cel seznam teh različnih senzorjev vgrajenih v našo stavbo. Tu je detajl enega takšnega senzorja. Senzor smo vgradili kar mi sami skupaj s kolegi. Vgradili smo ta senzor v samo steno. Tega senzorja zdaj ni moč več videti, ker je pač pokrit z drugimi plastmi stene in z ometom. Ampak dobivamo pa od tega senzorja podatke o konstrukciji same stavbe. Tako, tule vidimo neko globalno sliko naših senzorjev, ki nam omogočajo, da opazujemo obnašanje naše stavbe. Tukaj vidimo tudi graf tega obnašanja naše stavbe, tako da vidimo, ali je bila stavba dobro zasnovana ali ne. Mihael, se opravičujem, da vas prekinjam, čas hitro teče in mi bi vseeno radi imeli tudi nekaj časa še za vprašanja in odgovore, tako da mogoče bi lahko malo pospešili predstavitev, zato da bi lahko imeli dovolj časa za vprašanja, kajti vidim, da so ljudje zainteresirani. Tudi sama imam kar precej vprašanj za vas. No, potem pa na hitro še ta primer, tu imamo senzor, oziroma gremo kar naprej na industrijske projekte, skušamo razvijati tudi takšne projekte. Tu je nekaj projektov industrijske optimizacije, pogovarjamo se recimo o projektu za pristanišče v Kopru. Ne bom šel v podrobnosti, to še razvijamo. In še zadnja skupina, nekoliko manj smo specialisti za to, vendar sodelujemo z njimi in zato imam le eno prosojnico. Vprašanje človekovega zdravja v grajenem okolju. Naše delo je tudi pomembno za udobje ljudi. Ne gre zgolj za optimizacijo za vsako ceno. Optimizacija mora biti po meri človeka. In cilj je to, da ohranimo človeka v stavbi, torej zanima nas kakovost življenja in razvijamo rešitve za to, da izboljšamo kakovost življenja. Hvala. Hvala. Zelo zanimivo. Zelo zanimivo, kako preučujete tudi možnosti za kakovost življenja, pa tudi kakovost našega okolja.
Torej povezujete zelo napredno tehnologijo in tudi tehnologijo, ki uporablja naravne materiale. To je res izjemno. Preden dam besedo za vprašanja, vam bom dala besedo, kajti vidim, da se želite odzvati. Če želite zastaviti vprašanje, pridite do mikrofona. Naj vas to ne prestraši. Torej, to je preventivni ukrep zaradi COVID-a. Vi ste imeli besedo, mar ne, gospod, izvolite. Govoril bi o biooglju, ki ima možnost absorpcije ali purifikacije. In ali lahko biooglje absorbira toplogredne pline ali CO2, ali bi to bilo izvedljivo in tudi morda v velikih količinah? Hvala za vaše vprašanje. Da, trenutno se ukvarjamo z plini, ki so znotraj stavb, zlasti z organskimi hlapnimi ogljiki. In potem je to seveda tudi odvisno od plina, ali je težji ali lažji. Sicer plinov ne vidimo, vendar molekule imajo različne velikosti. In glede na velikost molekule prilagodimo pore biooglja, tako da lahko zajamemo te pline. Doslej smo se osredotočali zlasti na benzen, ki je spojina, ki jo pogosto najdemo v stavbah in ki je nekaj zelo strupenega. Bi pa seveda lahko tudi skušali zajemati CO2 ali pa ga uporabljati v večji meri, na ta način absorbirali plin. Lahko bi recimo imeli takšne snovi tudi na ulici, na fasadah, in tako bi lahko povečali površino, na kateri izvajamo tak poseg. Še kakšno vprašanje strani publike? Če ne, bom kar sama postavila eno vprašanje. Torej, delujete na zelo različnih področjih, ukvarjate se z informatiko, z internetom stvari, z obnovljivimi materiali, zelo različnimi zadevami. In kako vam uspeva najti skladnost pri vašem delu? Ne vem, morda bo Mikael lahko na to odgovoril. Seveda. Za nas je povsem normalno, da sodelujemo z drugimi raziskovalci, kajti ravno to je idealno. Moramo povezovati podatke, ko gre za neko stavbo, da res stavbo poznamo do zadnje podrobnosti. In če lahko analiziramo stvari, če lahko razvijamo senzorje, vse to lahko potem pomaga drugim raziskovalcem. In uporabnost našega dela je izjemna. Ne gre za to, da razvijemo nek zanimiv algoritem, gre za to, da razvijemo nek algoritem, ki je potreben nekemu konkretnemu raziskovalcu ali za neko konkretno raziskavo. Torej, sodelujete tudi s sociologi, kajti za vas je zelo pomemben človeški vidik. In če prav razumem, upoštevate tudi pričakovanja ljudi, ki bodo živeli v takšnih stavbah. Da, lahko sodelujemo s sociologi, ki recimo oblikujejo
vprašanja in potem lahko analiziramo podatke iz teh vprašalnikov in potem lahko torej ocenimo vsebino vprašalnika in potem lahko te podatke povežemo z okoljskimi podatki. Torej, vse to je zelo zanimivo. Tudi jaz imam nekaj vprašanj. Hvala za vajino predstavitev, ki je bila zelo zanimiva. To je morda bolj vprašanje za Leticijo. Mikael je nekaj dejal, kar se mi je zdelo zelo zanimivo. Da raziskave, ki jih izvaja, lahko pravzaprav vključujejo to, kar se dogaja, oziroma posnemajo to, kar se dogaja v naravi. In zanima me, kaj pravzaprav menite o biomimikriji. To je proces inovacij, ki poteka tako, da se posnema delo narave in da se išče navdih v živih bitjih. In ali se vam zdi, da so vaše raziskave pravzaprav podobne temu konceptu biomimikrije? Hvala za vaše vprašanje. Biomimikrija je zame znanost sama po sebi. Če uporabljamo biomateriale, to še ni biomimikrija. Zame je ključno, da proučujemo naravo, da vidimo, katere rešitve so se že razvile v času milijonov let. In mislim, da bi morali iti v to smer. Nimam kakšnega primera, ki bi vam ga lahko podala, glede naših obstoječih raziskav. Ne vem, ali morda premaz, ki ga uporabljamo in ki je sestavljen iz gliv, je biomimikrija. Ne vem, vendar mislim, da ne. Res je, da zato uporabljamo žive organizme za ta premaz, vendar tu ne gre za tehnologijo, ki jih posnema, temveč jih pravzaprav uporabljamo. Tako da je morda Mikaelovo delovanje bolj primerno oziroma bolj podobno temu. Lahko dopolniš? Da. Torej, to ni biomimikrija, to je res bio. V informatiki je to že nekaj ustaljenega. Pravzaprav nas navdihuje živalski svet, rastlinski svet, zato da razvijamo algoritme, protokole. Veliko tehnologij se razvije ravno na ta način. Navdihujejo nas mravlje, čebele. Veliko takšnih zadev nas navdihuje. To je zelo prisotno v informatiki. Torej, okolje ni zgolj nekaj, kar moramo zaščititi, temveč nas tudi navdihuje za prihodnost. In ravno zato je vaše delo zelo, zelo zanimivo. In bi pomenila še eno drugo razsežnost vašega dela. Vi delate v zelo mednarodnem okolju, prihajate iz 17 držav. Kako komunicirate med sabo, ali imate težave v komunikaciji? Kako to funkcionira na vsakodnevni ravni? In potem bomo zaključili, razen če še kakšno vprašanje v dvorani. No, najprej se to morda zdi nekoliko zastrašljivo, da nas je iz 17 držav, vendar vsi govorimo angleško in na splošno se razumemo. Delati z ljudmi je izziv, pač odvisno od osebnosti, in to pravzaprav niti ni povezano z nacionalno pripadnostjo tega človeka. Takšne so moje osebne izkušnje. Morda ima
Mikael, drugačne izkušnje, ne vem. Ne, točno to bi tudi sam dejal. Vse je odvisno od osebnosti kolega, ne pa od nacionalne pripadnosti. Seveda obstajajo nacionalne razlike, ki jih spoštljivo obravnavamo in nimamo nobenih težav. No, pri Francozih je glavna ovira jezik. No, Slovenija nam je lahko za zgled, kar se tiče znanja angleščine. To je res dobro to. In pač znanje angleščine človek res potrebuje za delo v mednarodnem okolju. No, to je res. Je pa tudi dobro, da lahko govorimo v različnih jezikih. Hvala lepa. Mi smo skušali pokazati, da evropski prostor za raziskave ni nekaj abstraktnega, temveč da imamo raziskovalce, ki konkretno delajo na tem, da bodo izboljšali naše okolje in okolje prihodnosti, da bodo izboljšali naše vsakodnevno življenje. In predstavili smo francoska raziskovalca, ki živita in delata v Sloveniji v mednarodnem laboratoriju. In zelo zanimivo je, da je tudi stavba, v kateri boste delali, konkretna uporaba vaših znanj. Poleg tega pa je tudi ta stavba videti zelo lepo. To mislim, da imate veliko sreče, da delate v takšnem okolju in tu v Sloveniji. Hvala vsem, da ste prišli, hvala za vašo pozornost in želim vam... še eno vprašanje, izvolite. Pozdravljeni, ime mi je Marko. Imam samo eno kratko vprašanje. A vaša organizacija izvaja kakšno kontrolo, kakšen nadzor nad velikimi osnaževalci, podjetji, ki so veliki osnaževalci v Evropi? Naprimer, Lafarge v Novem Sadu v Srbiji, francosko podjetje, prisotno tam že 20 let, je velik onesnaževalec in je vzrok za veliko ekološko katastrofo in v tistih okoliških vaseh je veliko ljudi zbolelo za rakom. Samo en primer. Ja, hvala lepa za vaše vprašanje. To je velik problem. Se strinjamo. Industrija je velik onesnaževalec, ampak trenutno nimamo projektov, ki bi se ukvarjali s to temo. Bi bilo pa to gotovo zanimivo. Ampak trenutno nimamo kakšnih takšnih projektov. Saj ne gre samo za francoska podjetja, razumete, gre tudi za kitajska in tako naprej. Ker je to noč idej, je to mogoče ena takšna ideja, ki bi jo lahko razvili naprej. Hvala lepa, skratka, še enkrat za vašo pozornost in lep preostanek večera še naprej.